Spoštovani, na prizorišče prihaja general major v pokoju dr. Andrej Osterman v spremstvu gostov. Mirno! Na mestu, odmor! Na mestu, prosto! Spoštovani, na prizorišče današnje slovesnosti prihaja poveljnik logistične brigade, polkovnik Franjo Lipovec. Enota, mirno! Časnik! Pripadnice in pripadniki logistične brigade, za koga? Za Slovenijo! Mirno! Na mestu, odmor! Na mestu, prosto! Spoštovani, na prizorišče prihaja bojna zastava logistične brigade. Enota, mirno! Častni pozdrav! Lepo! Bojno zastavo logistične brigade nosi višji vodnik Andrej Robnik, najboljši počasnik logistične brigade leta 2020. Spremljevalki sta vojakinja Jana Petek in vojakinja Nina Kostanjevec, najboljša vojakinja Slovenske vojske leta 2019. Spoštovani, sledi himna Republike Slovenije v izvedbi trobilnega kvinteta Orkestra Slovenske vojske. Nota, mirno, častni, pozdrav!
Spoštovane pripadnice in pripadniki logistične brigade, cenjeni gostje, lepo pozdravljeni in dobrodošli na današnji slovesnosti o počastitvi dneva logistične brigade. V naši sredini želimo še posebno pozdraviti generalmajorja v pokoju, dr. Andreja Ostermana in ostale visoke goste. 20 let je minilo, odkar je bila v Šentvidu ustanovljena delovna skupina. Njena naloga pa je bila postaviti temelje za delovanje poveljstva za podporo. Enota se je v letih delovanja razvila v učinkovito logistično organizacijo Slovenske vojske, ki podpira vse enoti v domovini kot v tujini. Logistična brigada je s svojim preoblikovanjem leta 2013 nastala iz poveljstva za podporo. Sestavljajo pa jo pripadniki 157. logističnega polka, 670. logističnega polka, vojaške zdravstvene enote in inženiringa. Glavno poslanstvo logistične brigade, ki dan enote praznuje 1. julija, je zagotavljanje delovanja Slovenske vojske v domovini in v tujini. Vizija in delovanje logistične brigade je uspešna, učinkovita, prilagodljiva in prepoznana vojaška organizacija. Njene pripadnice in pripadniki izvajajo poslanstva in naloge z neprekinjenim uveljavljanjem pravil voditeljstva in vojaške etike, ter z višanjem specialističnega znanja na vseh ravneh. Z informacijsko podprtimi, racionalnimi in optimalnimi procesi sledimo razvoju vojaške logistike. Ob upoštevanju vojaških standardov, načelo sodobne logistike vključujemo v logistično podporo Slovenske vojske. Vse opisano je združeno v moto logistične brigade, na pravem mestu, o pravem času. Spoštovani, pred mikrofon vabim poveljnika logistične brigade, polkovnika Franjo Lipovca. Poveljnik, prosim. Hvala lepa. Lepo pozdravljeni vsi skupaj v vojašnici Petra Petriča. Dovolite najprej, da pozdravim seveda goste, na katere sem še posebej ponosen, da so tukaj. To je seveda gospod dr. Andrej Osterman, generalmajor v pokoju, ki je danes tudi slavnostni govornik. Gospa Melita Potočnik z policijske uprave Kranj, gospod Tomaž Vilfan, gasilsko-reševalna služba Kranj, gospod Zvone Režek, gospod Bojan Potočnik, Zveza slovenskih častnikov, gospod Bojan Grlica, uprava za obrambo Kranj, gospod Bolderman iz krajevne skupnosti Vodovodni stolp, s katerim izredno dobro sodelujemo, in seveda brez njega tudi ne gre, to je pa gospod Matjaž Tavčak iz UKC Ljubljana, s katerim smo se pa res v zadnjem letu imeli kar nekaj velikih, res kar veliko človek, kar zahtevnih nalog, ki smo pa seveda tudi uspešno izvedli. Seveda ne morem mimo svojih poveljnikov in kolegov, poveljnika Nedovskega bataljona 1. brigade, podpolkovnika Marič Dragana, poveljnika ESP, podpolkovnika Jazbec Matije, načelnika J4, polkovnika Indef Andreja in pa seveda načelnika E4 poveljstva sil, podpolkovnika Mogolič Francija. Seveda, dobrodošli tudi ostali gostje, dobrodošli v vojašnici Petra Petriča v Kranju. Na začetku bi želel reči, kar je bilo v govoru ogromno povedano, da sem izredno vesel, da vas vidim v tako velikem številu danes. Danes praznujemo mi, logisti, združeni v logistični brigadi in seveda tudi na okolju. Danes je dan logistične brigade Slovenske vojske. Brigade, v kateri ponosno služimo domovini in državljanom Republike Slovenije. Ponosni smo, da smo, ali pa nekaterim od gostov so nekoč bili pripadniki te veličastne logistične brigade, ki danes praznuje 20 let. Tako kot sad živ organizem, ki raste in se razvija, se je razvijala tudi naša brigada. In za njo seveda smo rasli in se razvijali tudi mi. Za leti je brigada pridobivala na izkušnjah, se prilagajala različnim spremembam, da je lahko ostajala prožna in zagotavljala svoje poslanstvo, ter s tem seveda postajala tudi zrelejša in pa prodornejša. Naši pripadniki delujejo in podpirajo pripadnike Slovenske vojske dobesedno po celem svetu. Kjerkoli na svetu se nahaja pripadnik Slovenske vojske, tam je prisotna logistična brigada. Pri zagotavljanju podpore delovanja smo zelo uspešni, kar je odraz
vaše visoke strokovne usposobljenosti in pa predanosti. Delo v brigadi je zahtevno, vendar polno izzivov, ki jih vedno poskušamo čim bolj uspešno seveda tudi rešiti. Zagotovim vam lahko, da izzivov ne bo nikoli zmanjkalo, kar dobro veste tudi sami. Ponosen sem, da smo bili uspešni pri podpori zagotavljanja delovanja enot Slovenske vojske. Kot dokaz, da je temu tako, so uspešno izvedene vojaške vaje, operacije, mednarodne misije in tako naprej. In seveda tudi aktivnosti drugih državnih organov in organizacij, ki smo jih podpirali. Preveč jih je, da bi jih našteval, in zelo neprijetno bi bilo, če bi katero pozabil našteti. Enote logistične brigade so prisotne na celotnem teritoriju Republike Slovenije. Zato nam je izjemnega pomena, da ohranjamo in razvijamo dobre odnose z lokalnimi skupnostmi, različnimi organizacijami in društvi. Kot veste, moj moto je vedno bil, da se mora vojaška organizacija zliti z okoljem, v katerem deluje, in da se ne zapira za ograje vojašnic, ampak stopi nasproti vsakemu državljanu in mu pomaga v okviru svojih zmožnosti. Ustvarjati je potrebno simbiozo, ki ohranja pri življenju tako gostitelja kot gosta. Sporočilo mora biti jasno in sicer, da se prebivalci Republike Slovenije lahko vedno zanesejo na pomoč Slovenske vojske, ki jim bo vedno stala ob strani tudi v najtežjih trenutkih. To smo pripadniki logistične brigade tudi že večkrat dokazali in ponosen sem na vas. Pred nami so nove priložnosti, ki bodo posledica novih izzivov oziroma nalog, ki so pred nami. Da, rekel sem priložnosti. To pa zato, ker moramo v vsaki nalogi, ki jo bomo dobili, videti tudi priložnost, ki nas bo vodila k nadaljnjemu razvoju, tako na osebnem kot strokovnem področju, ter s tem k izboljšanju delovanja Slovenske vojske. Prepričan sem, da so pred nami v Slovenski vojski leta, ki bodo v večini posvečena vojaški logistiki. Čaka nas modernizacija Slovenske vojske, katere generator bo logistična brigada oziroma njeni pripadniki. Prav tako bo brigada v kratkem pokazala zaveznikom in partnerjem iz jugozahodne evropske regije svoje znanje, izkušnje in zmogljivosti, ter s tem povečala vpliv Slovenske vojske na območju Zahodnega Balkana. Na koncu bi želel čestitati tudi vsem tankistom ob dnevu oklepno mehaniziranih enot, ki so ga obeležili 30. junija. Vsem pripadnikom logistične brigade čestitam ob dnevu logistične brigade in želim, da še naprej razvijate in ohranjate vrednote Slovenske vojske ter zadržite iskrico v očeh. Iskrene čestitke tudi vsem dobitnikom priznanj. Hvala lepa. Poveljnik, hvala. Spoštovani, pripadnica 157. logističnega polka, vojakinja Zora Masnak Midadorfer in pripadnik 72. brigade, desetnik Marko Šeško, ki sta oba člana vojaške glasbene skupine Naboj, se nam bosta za uvod predstavila skladbo slovenskega naroda Sint. Na planini je živel, rad je stare pesmi pel, se življenja veselil, mnogo vinca je popil. Ko je prvič šel v svet, si pripel rdeče cvet, ki ga žulja v roko, mati dala je zlobo, oče zgubljal ni besed, bil je vajen tujce gled, sinu dal je v spomin zeleneči rožmarin in dejal, koder hodil boš z njim, vedi, da si le slovenskega naroda.
videl mnogo je zarod, stežka vse premagoval, ker ubijati ni znal. Večkrat jokal je na glas, čakal je vrnitve čas, nič več ni ne zmagoval in zato si je lagal, sneval dan. Ni mi mar bolečin, z njimi živim kot slovenskega naroda sin. Ni mi mar bolečin, z njimi živim kot slovenskega naroda sin. Spoštovani, k nagovoru vabim današnjega slavnostnega govornika, general-majorja v pokoju, dr. Andreja Ostermana. General-major, prosim. Spoštovani poveljnik logistične brigade, polkovnik Franjo Lipovec, nekdanji pripadniki enote, predstavniki veteranskih in drugih organizacij in drugi prisotni, predvsem pa vi, pripadnice in pripadniki logistične brigade Slovenske vojske, lepo pozdravljeni. V posebno čast mi je, da vas lahko kot nekdanji pripadnik Slovenske vojske nagovorim na tej slovesnosti, s katero obeležujemo 20. obletnico začetka dela na novo ustanovljenega poveljstva za podporo, katere predhodnice je današnja logistična brigada, saj je delovna skupina 1. julija 2002 prevzela poljevanje in kontrolo. Danes v vojašnici Petra Petriča, kjer je eden izmed domov pripadnikov poveljstev in enot logistične brigade Slovenske vojske, praznujemo vaš dan in že 20. obletnico. Za Slovensko vojsko, občino Kranj in širše lokalno okolje je to poseben dan, saj je logistična brigada pomemben del Slovenske vojske, ki je tudi preko civilno-vojaškega sodelovanja tesno povezana s širšim civilnim okoljem. Za zagotavljanje učinkovite logistike drugim enotam Slovenske vojske pomembno prispevate k nacionalno varnosti Republike Slovenije in tudi promociji Slovenske vojske, tako doma kot v tujini. Tako vas v službi domovine in miru vsa ta leta vodijo domoljubje in skupne vrednote, predanost, čast, pogum, tovarištvo in lojalnost. Cenimo vaše strokovno in predano upravljanje dela, saj zagotavljate logistično podporo silam Slovenske vojske, vzdržujete in gradite zahtevane cilje zmogljivosti, pri nekaterih od teh prevzemate tudi vodilne vloge, zagotavljate premestljive namenske logistične module, zagotavljate oskrbo, nastanitve, premike, transport, vzdrževanje in medicinsko skrbo ter podporo države gostiteljice. To so le nekatere izmed nalog, ki jih odlično upravljate in zato si zaslužite spoštovanje ter pohvalo. Saj so rezultati vašega dela prepoznavni tudi v širšem civilnem okolju. Izmed številnih bi omenjen javno zelo odmevne aktivnosti. Nudenje logistične podpore pri obvladovanju migrantske krize. Nudenje podpore pri predsedovanju Republike Slovenije Evropski uniji. Pomoč pri organizaciji množičnega cepljenja proti COVID-19 in nudenje pomoči zdravstvenim ustanovam. Izvajanje pomoči pri zaščiti in reševanju ter številnih športnih in drugih dogodkih, ključno za izvedbo tekmovanja oddelkov Slovenske vojske in še bi lahko naštevali. Za vse to ste prejeli mnoge notranjih pohval iz Slovenske vojske in tudi iz civilnega okolja, ter od predsednika Republike Slovenije gospoda Boruta Pahorja. Skupnimi napori in občutkom pripadnosti Slovenske vojske delo odlično upravljate, kar je ključnega pomena za vojaško organizacijo. Po vseh teh nalog je izrednega pomena tudi funkcionalna personalizacija in vzpostavljanje strokovnega vojaškega voditeljstva, kar utrjuje homogenost in čvrstost vseh organizacijskih delov vaše brigade. Vaše delo in personalnost ceni tako notranja kot zunanja civilna javnost.
20-letne izkušnje pri upravljanju nalog so vam dale trdne temelje za izzive, ki vas še čakajo. Kot zunanji opazovalec in nekdanji pripadnik Slovenske vojske pa sem prepričan, da jih boste še naprej uspešno premagovali. Tudi v prihodnosti je potrebno pozornost usmerjati na posameznega pripadnika, timsko delo ter spodbujanje avtonomnosti in ustvarjalnosti. Skupaj boste s tem povečali občutek pripadnosti in odgovornosti posameznega pripadnika Slovenske vojske. Razvoj vojaške logistike je nikoli zaključen proces. Vedno pa je odvisen od visoko strokovnih, usposobljenih pripadnikov ter od izmenjave znanj in izkušenj z drugimi domačimi in zunanjimi izvajalci. V zgodovini so bili sistemi vojaške logistike naprednejši od sistemov civilne logistike. Danes temu ni več tako in prav zato je potrebno sodelovanje. Danes večina sodobnih vojaških logističnih sistemov teži k optimizaciji in koncentraciji logističnih virov. Zato pri tem uporablja tudi storitve zunanjih civilnih izvajalcev. Ta pristop je opazen tudi v vaši logistični brigadi, kar pa od vas poleg vojaških zahteva tudi visoko civilnih znanj. Lep primer je bila odlično izvedena logistična podpora oboroženim silam Združenih držav Amerike in drugih držav pri različnih mednarodnih vajah in prihodih preko države. Tako je glas v vaši usposobljenosti in predanosti in odličnosti že večkrat presegel tudi meje Republike Slovenije. Ker smo pred nekaj dnevi praznovali tudi dan državnosti, je prav, da nekaj besed namenjamo tudi naši domovini Sloveniji, saj je ta ena in edina. Kot narod smo preživeli, se razvijemo in smo se postavili v bok mnogo večjim in močnejšim državam. Imamo svojo državo, na katero smo se morali priboriti tudi za orožje. Nekateri so zanjo žrtvovali največ, kar se da, tudi svoja življenja. Zato gre na tej slovesnosti zahvala vsem, ki so kakorkoli prispevali pri osamosvojitvenih procesih in zmagi v vojni za Slovenijo 1991. Zato je naša skupna odgovornost skrb za ohranjanje naše slovenske narodne zavesti. To je še kako pomembno v času današnje svetovne globalizacije, zaradi vojne v Ukrajini in spremenjenih varnostnih razmer. Pri skrbi za narodno zavest mora imeti veliko vlogo krepitev odnosa do naših slovenskih državnih simbolov, grba, zastave in himne, saj označujejo tako obstoj naše domovine kot pripadnost njej. Pri tem pa je bil tudi in bo prispevek vas, pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske, izjemen in prepoznaven tako doma kot v tujini. Zato sem prepričan, da boste vi, pripadnice in pripadniki logistične brigade, zmogli in znali ohraniti spomin na osamosvojitvene procese in vojne za Slovenijo, saj se tudi vaša vojašnica imenuje po padlemu pripadniku teritorialne obrambe Petru Petriču, ki je padel na Brniku 28. junija 1991. Ko se danes ozremo nazaj na skupno prehojno pot v teh 31 letih, smo kljub različnim pogledom na napredek na gospodarskem, kulturnem, socialnem, izobraževalnem in drugih področjih dosegli viden napredek. Smo del evropske družine in NATO ter člani drugih mednarodnih organizacij. Vse pridobljene izkušnje v teh dobrih 30 letih bi morali uporabiti za to, da bi pravilno presojali in jasno povedali, česa v prihodnosti ne smemo več ponavljati in kaj moramo še postoriti. Zdrava mera kritičnosti, a hkrati konstruktivnosti, je ob tem koristna in nujna za uspešno pot naprej. Članstvo Republike Slovenije v NATO je Republiki Sloveniji zagotovilo višjo stopnjo njene varnosti. Ker pa se mednarodno varnostno okolje zelo hitro spreminja, je naša varnost povezana s potrebo po hitrem prilagajanju in odzivanju na različne vire ogrožanja. Pri tem mora Slovenija nositi in prispevati solidaren del bremena v NATO in Evropski uniji in tako povečati bojne zmogljivosti oziroma bojno moč Slovenske vojske. Zaradi vojne v Ukrajini se je varnostni položaj v Evropi in širše hitro spremenil, vse to pa zahteva pospešena in povečana vlaganja v izgradnjo vojaških zmogljivosti. Zato bodo v prihodnosti tudi vojaško-logistične zmogljivosti še kako pomembne, kar vaši logistični brigadi omogoča veliko razvojnih možnosti in priložnosti, ki jih boste lahko zaradi vaše predanosti in strokovnosti tudi izkoristili. Spoštovane pripadnice in pripadniki logistične brigade, ob vašem dnevu brigade, ki je letos obeležujete tudi z 20. obletnico, vam iskreno čestitam
Verjamem, da boste znali ohraniti in nadgraditi vse, kar ste se sedaj s trudom tudi zgradili. Imate vso potrebno hrabrost, znanje in izkušnje. Zato sem prepričan, da boste tudi naprej vedno na pravem mestu in v pravem času, kar se boste enako odločno uspešno tudi spopadali za izzivi v prihodnosti, ki vas še čakajo. Želim vam prijetno praznovanje današnjega dne. Hvala. Hvala, general major. Spoštovani, vojakinja Zora Masnak Möderdorfer in desetnik Marko Šiško nam bosta zaigrala in zapela naslednjo skladbo z naslovom Dravski most. Obljubljal je, da me bo vzel in graditi dom začel, ki pomenil bo prostor in bo trden kot Dravski most. Prosila sem, naj gre z menoj, pa čeprav samo nocoj, tam na mostu je priznal, da je drugi ljubezen dal. Ne vem, kaj mi je takrat bilo, ko sem ga prijela za roko. Zaklical je še na pomoč in izginil v temno noč. Naslednje jutro so prišli vsi ljudje in naročniki, odpeljali so me tja, kjer izgubila sem moža. Obljubljal je, da me bo vzel in graditi dom začel, ki pomenil bo prostost in bo trden kot Dravski most. Zora in Marko, hvala. Veliko število pripadnikov logistične brigade se je v Slovenski vojski pridružilo v letu osamosvojitve Slovenije leta 1991. Več pripadnikov logistične brigade je priznanje za 30 let dela v Slovenski vojski že prejelo, nekateri pa priznanje prejmejo danes. Enota, mirno! Na podlagi 54. člena Zakona o obrambi ter prvega odstavka 80. člena pravilnika o priznanjih Ministrstva za obrambo izdajam odredbo o podelitvi priznanj Ministrstva za obrambo. Znak za dolgoletno službo 30 let prejmejo Češnjevar Franc, Krek Aleš, Lahajnar Jože, Omejc Srečko, Slabe Mladen, Tušar Janez, Zgonc Bojan, Regajs Marjo, Staroverski Edvard, Peter Zoltan, Duhani Peter, Muhar Blaž, Ferbežar Jure, Levstek Peter, Ropret Aleš, Korošec Istok, Savič Zoran, magister Matej Tonin, minister. Na mestu, odmor! Na mestu, prosto! Znak za dolgoletno službo 30 let prejmejo Tušar Janez, Zgonc Bojan, Regajs Marjo, Staroverski Edvard, Peter Zoltan, Ferbežar Jure, Ropret Aleš. Imenovani ne stopijo iz postroja,
Poveljnika logistične brigade, polkovnika Frana Lipovca, pa prosim, da priznanja podeli. Čestitke vsem prejemnikom znaka z dolgoletno službo. Ob dnevu logistične brigade z medaljami in priznanji nagradimo pripadnice in pripadnike logistične brigade, ki s svojim prispevkom še posebno izstopajo in prispevajo k razvoju uspešnosti in prepoznavnosti logistične brigade. Enota mirno. Na podlagi 54. člena Zakona o obrambi, drugega odstavka 80. člena pravilnika o priznanjih Ministrstva za obrambo in ukaza logistične brigade številka 094 do 5/2013 do 178 z dne 12.11.2013 dopolnilom izdajam ukaz o podelitvi priznanj logistične brigade Slovenske vojske. Srebrno medaljo logistične brigade prejmeta Jožef Šaruga, Tomaž Štembergar. Bronasto medaljo logistične brigade prejmejo Darja Kadenšek, Mojca Kavčič Škufca, Jože Košir, Bernard Lukenda, Sonja Mohar, Boštjan Pirnat, Davor Režek, Andreja Roblek Bizovičar, Dragica Trunkal. Pohvalo poveljnika logistične brigade prejmejo Jana Bedenik, Marino Brečko, Gordan Cedar, Marjeta Dover, Boštjan Jagar, Nataša Janežič, Boštjan Kralj, Uroš Ljubej, Damjan Marič, Dušan Petrovič, Juri Primšar, Miha Šaus, Uroš Troha, Robert Vilfan, Evoj Petra Petriča Kranj. Zahvalo poveljnika logistične brigade prejme Zavod za kulturo Kranj, polkovnik Franjo Lipovec, poveljnik logistične brigade. Na mesto, odmor. Na mesto, prosto. Pohvalo poveljnika logistične brigade prejmejo Marino Brečko, Damjan Marič, Dušan Petrovič, Evoj Petra Petriča Kranj. Imenovanje ne stopijo iz postroja. Poveljnika logistične brigade, polkovnika Frana Lipovca, pa prosim, da priznanja podeli. Bronasto medaljo logistične brigade prejmeta Bernard Lukenda, Sonja Mohar. Imenovana ne stopita iz postroja. Poveljnika logistične brigade, polkovnika Frana Lipovca, pa prosim, da priznanji podeli.
Srebrno medaljo logistične brigade prejme Jožef Šaruga. Imenovani ne stopi iz postroja. Poveljnika logistične brigade, polkovnika Frana Lipovca, pa prosim, da priznanje podeli. Laketo logistične brigade za dolgotrajno in odlično sodelovanje prejmejo Univerzitetni klinični center Ljubljana. Mestna občina Kranj. Policijska uprava Kranj. Čestitke vsem prejemnikom priznanj. Spoštovani, vojakinja Zora Masnak Minderdorfer in desetnik Marko Šeško nam bosta zaigrala in zapela še zadnjo skladbo z naslovom Siva pot. Skoraj raj si, Igorinska, sive gore in zelene reke. V življenje skriva svoj zaklad, stara si kot sonce, mlajša kot pomlad. Siva pot vodi me, kamor hoče srce. Na Gorenjsko, kjer gori son, vodi me siva pot. Le spomini še živijo, zemlja stara, trda, neizprosna. Rdeča roža v tvojih je laseh, nežna mesečina, solza v očeh. Siva pot vodi me, kamor hoče srce. Na Gorenjsko, kjer gori son, vodi me siva pot. Ko vstane jutro, slišim klice iz daljave, radio spominja me na dom tam nekje. In ko se vozim po betonskih magistralah, mislim na tele. Siva pot vodi me, kamor hoče srce. Na Gorenjsko, kjer gori son, vodi me siva pot, siva pot.
gori strah, kjer gori sol, vodi me siva pot. Zora in Marko, hvala. Vsako leto razglasimo najboljšega vojaka in počastnika v logistični brigadi. Na podlagi podanega predloga je poveljnik logistične brigade z dokumentom številka 900 do 8/2022 do 13 z dne 14.3.2022 potrdil izbor najboljšega vojaka in počastnika leta 2021 v logistični brigadi. Najboljša vojakinja logistične brigade leta 2021 je desetnica Anja Domanko, imenovana Stopite pred postroj. Desetnica Anja Domanko je odlična vojakinja in pripadnica ROL 2. Desetnico odlikuje zelo visok nivo znanja splošnih vojaških veščin, odlična fizična pripravljenost. Prav tako je tudi zelo dobra strelka. Pri delu je izjemno strokovna, natančna in zanesljiva. Prav tako pa je vešča tudi predajanja svojega znanja na ostale. Pripadnica nenehno stremi k izpopolnjevanju na vojaškem in strokovnem področju. Udeležuje se usposabljanj ter vedno pokaže veliko zanimanja in motiviranosti za pridobitev dodatnih znanj. Njena posebnost je izrazita psihofizična pripravljenost. Ima ogromno znanje iz prakse iz različnih športnih področij, na enoto izvaja vodeno športno vadbo in pri tem odlično motivira tudi ostale pripadnike enote. Desetnica Domanko je zelo delovna, motivirana pripadnica z odlično vojaško držbo. Spoštuje in goji vrednote Slovenske vojske in je s tem odličen zgled ostalim pripadnikom. V ocenjevanem obdobju se je še posebno izkazala na vaji Black Swan, ki se je udeležila z enoto za specialno delovanje in na vaji in ostalih usposabljenih v tujini v okviru Balkan Medical Task Force, kjer je del slovenske ekipe. Njeno voljo, angažiranost, marljivost in uspehe so prepoznali tudi v oddelku za pridobivanje kadra v Slovenski vojski in jo povabili, da sodeluje kot promotorka in influencerka. Aktivno sodeluje pri promociji vojaškega poklica in s tem pri promociji za pridobivanje kadra v okviru projekta Enotni. Pripadnica je svojim odnosom do dela, spoštljivim odnosom do sodelavcev in nadrejenih, odlična in nepogrešljiva pripadnica ROL 2 in vojaško-zdravstvene enote. Enotovnega počastnika logistične brigade višjega praporščaka Antona Kirina prosim, da podeli zasluženo priznanje. Najboljši počastnik logistične brigade leta 2021 je štabni vodnik Simon Jelen, imenovani Stopite pred postroj. Štabni vodnik Simon Jelen je po prihodu v enoto v zelo kratkem času prevzel in z odliko opravil tudi zahtevnejše naloge. V
V vodu za oskrbo z vodo je tesno in odgovorno sodeloval s poveljnikom voda ter ga uspešno nadomeščal v času odsotnosti na misiji. Izkazal se je z vodenja voda za oskrbo, uspešno pa je nadomeščal tudi četnega počasnika čete za oskrbo, kar je opravljal z veliko mero odgovornosti in motiviranosti. Prispeval je tudi k dvigu usposobljenosti pripadnikov čete za oskrbo, kjer je prevzel usposabljanje v rokovanju z orožjem, kot tudi z izvedbo streljanj s pištolo in avtomatsko puško. Na usposabljanju vojakov in počasnikov za ved oskrbe je z vidno vlogo prispeval k uspešnosti izvedbe predmeta logistično oskrbovanje in taktika enot v Slovenski vojski. Aktivno je sodeloval tudi pri usposabljanju pripadnikov pogodbene rezerve v 670. logističnem polku. Na mednarodni vojaški vaji Eagle na osrednjem bandbišču Slovenske vojske Poček je kot namestnik upravnika tabornega prostora predstavil in ohranil visoke standarde pri delu dežurne posadke ter sodeloval z enotami nastanjenimi v taboru. V sklopu mednarodne vojaške vaje Defender 2021 je v vojašnici Edvarda Peperka Ljubljana aktivno sodeloval pri vzpostavitvi delovanja centra za podporo konvojev ter ga uspešno vodil kot poveljujoči. V oktobru 2021 se je odzval pobudam glavnega počasnika sil Slovenske vojske za pomoč v veščinskem centru, kjer je prevzel dolžnost poveljnika učne enote. Pokazal je, da je odličen voditelj. Z zgledom in spodbujanjem pripadnikov v učni enoti se je več pripadnikov na prostovoljnem služenju vojaškega roka že v času usposabljanja tudi odločilo za zaposlitev v Slovenski vojski. Štabni vodnik Simon Jelen izrazito izstopa po vztrajnosti za doseganje in ohranjanje visokih standardov in uspešnosti ter skrbi za nenehne izboljšave. Je teoretično in praktično odlično usposobljen. Vedno skrbi za samoizobraževanje in psihofizično pripravljenost, ter z uspešnostjo opravljanja nalog izraža najvišjo stopnjo profesionalnosti. Znanjem in strokovnostjo, kakovostjo in natančnostjo ter odnosom do dela in delovnih sredstev prispeva pomemben delež k uspešnosti izvedbe nalog 670. logističnega polka in logistične brigade. Enatovnega počasnika logistične brigade, višjega prapoščaka Antona Kirina prosim, da podeli zasluženo priznanje. Himna, ne? A bo poveljeval, ne? Ti napoveš himno? Aha, pa rečeš himno, okej. Ja, rečem. Čestitke prejemnikoma priznanja. Sledi himna Slovenske vojske. Naprej zastave slave v izvedbi trobilnega kvinteta orkestra Slovenske vojske. Mirno! Častni! O, prav! Spoštovani, sledi odhod bojne zastave logistične brigade. Enota, mirno! Častni pozdrav! Na desno!
Uradni del današnje slovesnosti ob dnevu logistične brigade končan. Vse prisotne vabim na malico, ki so jo na žaru pripravili pripadniki Evoj vojašnice Petra Petriča. V senci Smrek bo druženje popestrilo glasbeno društvo Pikasi. Lep dan vam želim. Enota, mirno! Prav kot poveljnika logistične brigade zlosti. Poveljujoči v postroju prezorite povelja nad enota.